Cveta Zalokar Oražem. Ali sem prav naglasil? Oražem. Ne, Oražem sem prav, to sigurno. V redu. Povejte mi, nevrološki bolniki, ne? Kaj se z njimi dogaja, ko se jim zgodi nesreča? Ja, če se vam to zgodi v Sloveniji, potem ste, kar se tiče rehabilitacije, bom rekla, lahko zelo skeptični. Čakalne dobe na začetek rehabilitacije, če je potrebna, recimo, če nastanejo težave s spominom, z mišljenjem, z govorom, tudi z gibanjem, za gibanje je nekoliko boljše, se pravzaprav začnejo šele čez leto in pol in v tem času se večina ljudi mora znajti, kot ve in zna. Je pa seveda to tudi sporno z vidika stroke, kajti tako dolga doba pomeni pravzaprav, da nimate dostopa do zdravja. In jaz mislim, da je problem izjemno pereč. V Sloveniji je na leto takšnih preživelih bolnikov po možganski kapi okrog 3500 in samo 5% po izjavi dr. Alenke Sever, vodilne psihologinje na tem področju, je deležna ustrezne rehabilitacije oziroma v tem stanju. Kaj pa se lahko v prihodnosti sploh še pričakuje? Kakšne so potrebe? Verjetno so to kakšne zgradbe, verjetno so to kakšne posebne ambulante, posebne bolnice, posebni inštituti. Kaj lahko pričakujemo v nadaljnjih, rečemo, 5 letih? Ja, mi smo danes predlagali, da se na to temo skliče oziroma sestane odbor za zdravstvo. Predlagamo, da se uredijo regionalni rehabilitacijski centri, ki jih v tem trenutku ni. Predlagamo tudi, da se pripravi program za skrajševanje teh čakalnih dob. Predlagamo tudi, da se umakne blokada na zaposlovanje, če tako rečem, kajti na celi nevrološki kliniki v Ljubljani sta v tem trenutku zaposlena samo 2 psihologa, ki se ukvarjata s to rehabilitacijo in pravzaprav to je enako stanje že 20 let. Bolezen je pa pravzaprav takšna oziroma je v porastu teh ljudi, preživelih ljudi po možganski kapi je vse več. Tako da po drugi strani pa bo potrebno urediti tudi vprašanje financiranja, kjer je seveda spet zavod pokazal nekaj dobre volje, kajti stroški so, če ste vi na dolgem bolniškem staležu, bistveno večji, kot če se hitro vrnete nazaj na delovno mesto in se v tem smislu bo moral zavod pa poskrbeti tudi za ustrezna finančna sredstva, kajti rehabilitacija v Sloveniji je očitno zelo velik problem. To je vse kurativa, kaj pa preventiva, kaj se pa lahko na preventivnem področju mora biti še zgodi, da bi se morda celo zmanjšalo to število takšnih nesrečnikov, recimo temu? Ja, mi se danes o tem nismo pogovarjali, To je trend, ki je tudi v svetovnem merilu v porastu in bolniki, ki pravzaprav spadajo na področje nevrološke klinike, če tako rečem, o kateri se je v prejšnjem tednu veliko govorilo, so tisti bolniki, ki pravzaprav so po svojem številu največji. Če se seštejejo vse te tudi druge bolezni, demenco, multiplo sklerozo, druge možgansko-živčne bolezni, v tem je teh bolnikov največ, kar je mene osebno presenetilo. In vse preventiva je tu vedno mogoča, ampak o tem odloča vsak sam s svojim načinom življenja, pa tudi najbrž s kakšno družbeno akcijo, ki ljudi bolj usmerja v zdrav način življenja, prehranjevanja, gibanja in podobno. Ampak tukaj mislim, da tudi v Sloveniji namenjamo temu bistveno premalo pozornosti, tako kot pravzaprav večini področji. Jaz moram reči, da je očitno res stanje na področju zdravstva katastrofalno enostavno z eno besedo. Jaz mislim, da vsak dan dobimo neke nove pozive ljudi, bolnikov, društev, tudi stroke, recimo, tokrat se je na nas obrnila stroka. In očitno je tudi, da institut varuha sploh ne deluje bolnikovih pravic, ta institut ne deluje, ljudje se nimajo kam obračati. In zdaj zgleda, ker je predvolilni čas, smo zelo aktualni tudi poslanci. Se pravi, z večjimi količinami bilobila in persena ne bi prišli daleč? Ja, jaz nisem za te variante. Jaz mislim, da
nekaj na tem tudi je, ne? Ampak boljše snovi, ki so v bilobilu in persenu uživati, kar v natur obliki, ne? To pa pomeni, da pač se prehranjuješ na ta način, ne pa da potem vnašaš skozi te, bom rekla, pač umetne pripravke ali pa pomožna zdravila. Najlepša hvala. Hvala vam.